Dober večer in dobrodošli v oddaji On the Record, poglobljeni intervju na i24 News. Zdaj sta Izrael in Libanon uradno v stanju prekinitve ognja, vendar ta dogovor velja med Izraelom in vlado Libanona, ne pa tudi s Hezbolahom, ki še naprej izstreljuje drone in rakete na skupnosti ob izraelski severni meji ter na vojake IDF, ki so nameščeni v 10 km globoki varnostni coni na jugu Libanona. Vse to se dogaja medtem, ko ne bi se izraelski in libanonski uradniki jutri že tretjič srečali v Washingtonu, D.C., pod posredovanjem ameriškega državnega sekretarja Marka Rubija. Kakšen vpliv ima torej nadaljevanje spopadov na diplomatske pogovore med Izraelom in Libanonom? In ali lahko libanonska vlada prenese naraščajoč notranji pritisk, ki ga povzroča Hezbolah, in ga dejansko razoroži? Da bi bolje razumeli nestanovitno situacijo ob severni meji Izraela, se mi je pridružila Sarit Zehavi. Zehavi je podpolkovnica v rezervi ter ustanoviteljica in predsednica raziskovalnega in izobraževalnega centra Alma, ki se specializira za varnostne izzive ob libanonski meji. Sarit je 15 let služila v obveščevalnem korpusu IDF, sprva na področju raziskav in analiz, kasneje pa pri severnem poveljstvu. Sarit, najlepša hvala, da ste se mi nocoj pridružili. Hvala, da ste me povabili. Začnimo tako, da nam prosim opišete trenutno situacijo vzdolž izraelske severne meje z Libanonom na obeh straneh, v severnem Izraelu in v južnem Libanonu. V redu, torej IDF je nameščena oziroma poskuša vzpostaviti nadzor vzdolž tistega, kar ponovno imenujemo rumena črta. Ni nobene črte, ampak je na razdalji včasih 1 kilometra, včasih 12 kilometrov od meje, s čimer ponovno ustvarjajo varnostno območje. In tam je približno 50 muslimanskih šiitskih mest, ki zdaj uničuje IDF zaradi prisotnosti Hezbolaha v teh mestih in pod njimi. To pomeni, da prihaja do vsakodnevnih stikov, bojev, spopadov med stranema, medtem ko je glavna grožnja Hezbolaha so FPVS, to so majhni droni, ki jih včasih izstrelijo z velike razdalje, celo zunaj rumene črte. In jih je težko izslediti, zato jih je tudi težko prestreči. So zelo majhni, prenesejo lahko le majhno količino eksploziva. In napadajo vojake, bodisi v Libanonu ali tudi v Izraelu ob meji. Tako poskusi prestrezanja povzročajo alarme. In na ta način imamo vsak dan sirene v različnih krajih na severu. In včasih, kot prejšnji petek, je Hezbolah namerno izstrelil rakete proti izraelskim naseljem. To je bilo v Ari in v Kriotu samo v petek. Tako je, kot da bi se vračali v normalno stanje, vendar so zvoki vojne tam, kjer živimo, stalni. Ali opažate spremembo taktike pri Hezbolahu v primerjavi s prejšnjim krogom spopadov leta 2024? Ja, popolnoma drugače je, ker je leta 2024 vsak napad Hezbolaha raket obsegal približno 20 ali 30 raket, včasih celo več. To se v trenutni kampanji ni zgodilo in se zagotovo ne dogaja v domnevnem premirju. Strinjam se s tem, kar ste povedali. Premirja ni. Pravzaprav je premirje za Tel Aviv in premirje za Bejrut. Prva izjema je bila prejšnji teden z ubojem poveljnika Radvanovih brigad. A to še zdaleč ni dovolj, da bi resnično ustavili proces obnove Hezbolaha, saj so glavne dejavnosti IDF osredotočene na jug. In glavna dejavnost Hezbolaha je osredotočena na sever Izraela. Torej, govorili ste o prizadevanjih Hezbolaha za obnovo. Kako dobivajo svoje orožje? To je že drugič, da potekajo intenzivni spopadi, čeprav so zdaj nekoliko bolj omejeni kot marca in v začetku aprila. Ampak še vedno imajo rakete, ki so jih izstrelili, še vedno imajo drone, še vedno imajo te FPV-je. Ali so vse to izdelali sami? Ali pa jih tihotapijo v Libanon? Kolikor vemo o FPV-jih, so verjetno uvoženi, vendar bi lahko razvili tudi sposobnost, da jih sestavijo v Libanonu. Druge bi lahko sestavili sami, vemo za. Majhne proizvodne delavnice za izdelavo brezpilotnih letalnikov.
Raket, to je enostavno. Torej, ja, te se proizvajajo bodisi v Bejrutu ali v Dipki. Kar se tiče uvoženega, tihotapska dejavnost iz Sirije še vedno poteka, čeprav sirska vlada nekaj tega zaseže. Ampak na terenu so tihotapci, ki to počnejo za denar. In upoštevajte, da meja med Sirijo in Libanonom ni zgrajena z zidom ali ograjo. In vse je odvisno od terena. Če lahko tovornjak prečka hribe in doline, torej če obstaja cesta, obstaja možnost. Poleg tega je verjetno aktivna tudi pomorska pot. Vprašanje je o letališču Hariri, saj tam ni več rednih iranskih letov kot v preteklosti, le diplomati in morda tudi oni kaj pripeljajo. Za FPV-je imejte v mislih, da potrebujete le en tovornjak, da jih pripeljete na stotine, ker so zelo, zelo majhni. Poglej, Said, to, kar opisuješ, je res izjemno. Mislim, to je drugo premirje v Libanonu po, kot sem omenil, intenzivni vojni leta 2024. Takrat je Izrael na koncu dejal, da je bistveno oslabil zmogljivosti Hezbolaha. 80% njegovega raketnega arzenala je bilo uničenega, večino v enem dnevu, v eni sami operaciji, Severne puščice. Kako si razlagate to učinkovitost, ki so jo uspeli doseči? Še vedno, morda ne 30 raket v eni salvi, vendar so bili dnevi, ko so izstrelili več 10 raket na skupnosti ob severni meji. Ste bili torej presenečeni, da so še vedno lahko delovali tako, kot so? In še enkrat, kako si to razlagate? Poglejte, vse je v matematiki. Če pogledate številke, je imel Hezbolah leta 2023 75.000 raket. Govorim samo o raketah, prav? Ne štejem minometov in ne štejem dronov ali brezpilotnih letal. Za različne dosege v Izraelu in nekatere med njimi so bile natančno vodene rakete, 75.000 zmanjšanje za približno 80%. To nas pripelje na približno 20.000. In v Libanonu smo med obema kampanjama napadali približno 2-krat na dan proti Hezbolahu. About twice a day against Hezbollah. Vendar večinoma na jugu, torej smo morda zmanjšali. In the south, so maybe we degraded more when we Vstopili v trenutno kampanjo februarja, konec februarja. Tako da imajo še vedno tisoče raket. In to je situacija, ki jo vidite danes. Vendar Hezbolah ni sposoben izvesti vdora, kakršnega je Hamas izvedel proti izraelskim skupnostim. Izraelska vojska je tam kot varovalni pas med izraelskimi civilisti in Hezbolahom. Jasno je, da ima Hezbolah veliko težav, a vojna še ni končana. In čeprav se naše življenje ni vrnilo v normalno stanje, moramo stvari postaviti v pravo perspektivo. Današnja situacija je boljša, kot je bila pred letom 2023, ker smo jih prej vsak dan videvali na meji, zdaj pa jih tam ni več. To je res pomembno. Zdaj pa me zanima vaše mnenje. Kdo trenutno sprejema odločitve v Hezbolahu? Mislim, kako upletena sta Iran in iranska revolucionarna garda v sprejemanje odločitev? Ali Hezbolah deluje samostojno ali pa sledi ukazom iz Teherana? Popolnoma nesamostojno. Dokler je iranska ambasada še vedno aktivna v Bejrutu, bo Irancem zelo enostavno nadaljevati svoje vpletanje v Hezbolah. To je pravzaprav poveljstvo iranske revolucionarne garde znotraj Bejruta. In videli smo med obema kampanjama neposredno prisotnost Irancev v Hezbolahu, v procesu obnove, v procesu odločanja in tako naprej. Ne bi rekla, da je Naim Kasem popolnoma lutka, vendar je zagotovo veliko šibkejši od Hasana Nasrala. Ne štejejo ga za partnerja, ne ocenjujejo ga enako kot Hasana Nasrala. In vsi čutijo enako do njega. Vendar pa, veste, nisem prepričana, da bo tako tudi čez nekaj let, če bo preživel naslednjih nekaj let. Ja, mislim, seveda ga nihče ne more primerjati z Nasralom, ki so ga opisovali ne le kot najmočnejšega človeka v Libanonu, ampak so ga nekateri celo imenovali za najmočnejšega človeka v Iranu. Ja. Se strinjam. In v Iranu moram reči, da je preteklost mimo. Zdi se, da imajo nekakšen problem v zvezi z verskimi voditelji. Ampak, ko pogledaš poveljnike, nekateri so preživeli,
Večina jih je bila ubitih, velika večina je bila ubitih, a nekaj jih je preživelo. In tudi nekateri tisti, ki so med vojsko in politiko, ki niso verski, kot sta Wafik Safa ali Mohamed Raed. Wafik Safa je bil Nasrallahov človek iz ozadja za posebne operacije. Odstopil je svojega. Je še vedno živ in dejaven, Mohamed Raed pa je poslanec, vendar zelo vpliven. Torej, ja. Lej, Nasrallah je pustil tako velike čevlje, da bo vanje po moje nemogoče stopiti. Ampak lej, očitno vprašanje zdaj bi bilo, kako veliko grožnjo predstavlja Hezbollah za Izrael, če bi se vojna končala zdaj. Ampak v realnosti po 7. oktobru tega vprašanja ne morem postaviti, ker vemo, da bo Hezbollah izkoristil čas za obnovo svojih zmogljivosti, ponovno organizacijo, oborožitev, naredil bo karkoli. To je kot žoga, ki se odbija. Ne gre za deeskalacijo. Točno tako, to je dejstvo. Zato ne poudarjamo očitnega. In rad bi vas vprašal, kaj se mora zdaj zgoditi, da Hezbollah v prihodnosti ne bo predstavljal grožnje Izraelu? Hezbollah mora biti dovolj šibek. Tja še nismo prišli. In žal, odkar smo ustavili večino napadov v Bejrutu in v Dibki, se je proces ustavil. In libanonska vlada bi morala biti dovolj močna in pod dovolj velikim pritiskom mednarodne skupnosti. Islamska republika v Iranu mora pasti, sicer se razmere v Libanonu ne bodo spremenile. In mednarodna skupnost mora po vsem svetu preganjati vsako finančno dejavnost Hezbollaha. Če se bo vse to zgodilo hkrati, morda, nisem niti prepričana, ampak morda bomo videli temeljito spremembo v tem, kar se dogaja. Zaenkrat je edina, ki se resnično bori proti Hezbollahu, Izrael. Libanonska vlada dela vse, da se ne bi soočila s Hezbollahom. In vse, kar ste do zdaj videli strani libanonske vlade, so bile zelo pozitivne izjave. Toda izjave niso dovolj. Tako, oprostite, s tem ste me pravzaprav pripeljali do mojega naslednjega vprašanja. Ena od teh izjav je bila februarja, le mesec pred vojno, ko je libanonski premijer Nawaf Salam izjavil, citiram, libanonske oborožene sile imajo popoln operativni nadzor nad jugom države. Zdaj je jasno, da se je motil. Nekateri bi rekli, da je lagal. Vendar, ali lahko libanonske oborožene sile, ali obstaja scenarij, kjer se lahko razporedijo na jugu, ponovno pridobijo svojo suverenost in razorožijo Hezbollah? Možnosti so majhne. In mislim, da je celotno načelo ali predstava, da bi razorožili Hezbollah, bi se moralo začeti na jugu, je bila napačna. Ker libanonska vlada v zadnjih 20 letih na jugu nima nobene suverenosti. To je Hezbollahovo ozemlje. Če želite resnično začeti proces, da Libanon postane suverena država, morate začeti v Bejrutu. Prepričati se morate, da v Bejrutu ni Hezbollaha. Prepričati se morate, da Hezbollah ni infiltriral uprave. Kako to storite? Potrebujete veliko poguma in morate tvegati. In kot sem rekla, morate biti močnejši. Torej se mora veliko stvari zgoditi hkrati. Kar se tiče libanonske vojske, vemo, kateri poveljniki sodelujejo s Hezbollahom in še vedno so na svojih položajih. Poveljnik vojske zelo jasno pravi, da je zavrnil vsakršno soočenje s Hezbollahom. To pomeni, da bodo vedno prisotni kompromisi. In Hezbollah je to izkoristil v zadnjem letu ali dveh. Prišlo je do sodelovanja in usklajevanja med temi častniki in Hezbollahom. Na ta način so prikrili vojaško prisotnost Hezbollaha južno od reke Litani. Vse, kar se je dogajalo zunaj območja reke Litani, je bilo povsem neovirano. Vsak najmanjši znak razoroževanja je bil dejansko usklajen s Hezbollahom, da bi ustvarili vtis, kot da se nekaj res dogaja. Vendar smo videli, da je približno polovica izstrelitev proti Izraelu v prvih nekaj tednih trenutne kampanje prišla z območij južno od reke Litani. Videli smo, da so brigade Radvan zlahka prečkale reko Litani. Na začetku kampanje jih nihče ni ustavil in so uspešno delovali proti nam ter izstreljevali te drone in rakete vse do zdaj.
Torej, libanonska vojska preprosto ni bila tam, ni naredila ničesar. In dokler niso pripravljeni soočiti se s Hezbolahom in prevzeti tveganja državljanske vojne, ne vidim, kako bi se lahko kaj groznega spremenilo. Torej, v bistvu to, kar opisujete, globoko infiltracijo v državne institucije, v vojsko, opisujete državo v državi. Da. Torej, ali je predsednik Aoun, Joseph Aoun, Libanona, ali je dovolj pogumen? Rekli ste, da potrebujete pogum libanonskega vodstva. Ali ima ta pogum, da izvede tiste korake, za katere pravite, da se morajo zgoditi? Poglejte, kot raziskovalka sem se še posebej po 7. oktobru naučila, da ne morem vstopiti v glavo nikogar, ki ga raziskujem, vključno z Josephom Aounom. Ampak ko gledam, kaj počne, namesto kaj govori, ne vidim nobenih dejanja. Naj vam dam zelo majhen primer, prav? Svetovalka Josepha Aouna za obnovo Libanona po vojni, ki je bila predlagana, mislim, leta 2025. Njegovo ime je Ali Hami. In bil je minister v imenu Hezbolaha v prejšnji vladi in predtem je bil poslanec v imenu Hezbolaha. In on je odgovoren za obnovo Libanona. Je svetovalec predsednika za obnovo Libanona po vojni. Tukaj je en primer. Kako to, da je ta človek še vedno na položaju? Kako to? Joseph Aoun ga objema in ga zavestno, namerno sprejema, z razumevanjem, da s tem daje moč Hezbolahu, namesto da bi ga oslabil. Torej, v bistvu pravite, da je treba razpustiti ne samo vojaško krilo Hezbolaha, ampak tudi njihovo politično krilo. Ne smejo imeti nobene prisotnosti v libanonski javnosti. Bolj kot politična zmaga, v redu, politično zmago bom za trenutek postavila na stran, bolj kot politična zmaga, celotna struktura države v državi, ki ste jo omenili, to pomeni šole, tabornike, bencinske črpalke, banke, supermarkete, lekarne, karkoli si lahko predstavljate, finančne dejavnosti, socialne storitve, karkoli. Hezbolah je tam za svojo bazo. In danes obstaja priložnost, ker je baza Hezbolaha je razseljena iz tistih območij, na katerih se borimo. Ja, in ker je razseljena, kdo skrbi za njih? Libanonska vlada ima priložnost zagotoviti, da je edina, ki skrbi za te razseljene ljudi, libanonska vlada in ne Hezbolah. Ampak vaš glavni človek je iz Hezbolaha. Torej, to v bistvu ne bo pokazalo tega. Ja, glejte, uradniki tako v Izraelu kot v ZDA pravijo, da ne bo umika izraelskih sil, kar je ena ključnih zahtev Hezbolaha, dokler Hezbolah ne bo razorožen. Zdaj, to bi lahko trajalo leta, kot opisujete. In medtem bo Hezbolah še naprej napadal izraelske sile v južnem Libanonu, morda tudi v severnem Izraelu. Kako torej ti dve poti delujeta z roko v roki? Diplomatska pogajanja, pri katerih bomo jutri videli nov krog in to stalno trenje, ki mu ni videti konca, saj se bo končalo šele, ko bo Hezbolah razorožen. Najprej, v zadnjih nekaj letih smo se naučili, da se lahko na Bližnjem vzhodu zgodijo neverjetne stvari, ki si jih sploh nismo predstavljali. Ampak, seveda, je tukaj stekleni strop. In seveda podpisati mirovni sporazum z Libanonom, pri tem pa ignorirati slona v sobi, to je Hezbolah, in si predstavljati, da smo dosegli mir. Brez dejanskega reševanja te težave in omogočanja, da se stanje države v državi nadaljuje, ne bomo rešili ničesar in zagotovo nam to ne bo prineslo varnosti. Pravzaprav pa bomo Libanon predali Hezbolahu. In zato resnično upam, da ne bomo prisiljeni umakniti se iz Libanona. Ker veste, dogovori in politika in veste, tista fina srečanja v oblekah in s kravatami, to je zelo lepo. Na terenu pa ljudje potrebujejo varnost. Na terenu smo se bali za svoje življenja. Na terenu je Hamas prekopiral načrt Hezbolaha za invazijo, jemanje talcev, da postanejo živi ščiti in pobijanje Izraelcev. Objavil ga je Hezbolah že leta pred 7. oktobrom. Torej je Hamas prekopiral načrt Hezbolaha. Hamas je prekopiral načrt Hezbolaha. Načrt Hezbolaha je bil objavljen, vsakemu novinarju, ki vstopi v moj center, ga pokažem.
Korak za korakom, točno to, kar je naredil Hamas, je Hezbolah načrtoval narediti v Galileji. In ljudje v Galileji se počutijo srečne, da se to ni zgodilo nam. In zato ni več možnosti, da bi spet videli Hezbolah na naši meji. Kot smo ga včasih videvali, bila sem tam vsak dan. Včasih smo jih videvali, bili so popolnoma pripravljeni. Že so razporedili vse svoje orožje, vse, kar so potrebovali za invazijo po celotnem južnem Libanonu, po vseh območjih ob meji, kjer ni nihče storil ničesar, niti libanonske oborožene sile, niti UNIFIL. In zato tega ne bomo več dovolili. Kot sem rekla, libanonska vlada ne počne ničesar, da bi nam dokazala, da danes resno misli, da se je kaj resnično spremenilo. Veste, minilo je že 20 let odkar. Prejšnja resolucija, ki je določila to idejo o razorožitvi Hezbolaha v južnem Libanonu, in nič se ne spreminja, so samo izjave. Torej se ni nič spremenilo, ker sta bila do zdaj Hezbolah oziroma Libanon pod okriljem Irana. Zdaj pa se zdi, da se je to spremenilo za ZDA. Prevzema bolj osrednjo vlogo. Ali vidite vpliv te ameriške vloge in ali menite oziroma vidite, da Američani nimajo Nima političnega vpliva na Hezbolah. Morda vojaško, morda ekonomsko, ja. Če bi ves svet prepovedal kakršnokoli finančno dejavnost Hezbolaha, bi bilo to zelo koristno. Ampak politično ZDA nimajo vpliva. In zato, dokler Islamska republika še obstaja, so oni glavni pri Hezbolahu. In niso odvrnjeni. Odvračanje ni beseda, ki jo lahko pripišete tistim, ki zagovarjajo radikalno ideologijo, ki nas želijo ubiti in širiti svojo radikalno ideologijo po vsem svetu. No, to je razlog za njihov obstoj. V redu. Če res želite ustvariti spremembo, morate poskrbeti, da nekdo res nekaj temeljitega naredi. Ne pa samo, veste, izjavlja. Kot sem rekla, to ne deluje. Ne verjamem tem izjavam. Bila sem tam. Videla sem, kaj se je dogajalo po letu 2006. Veste, koliko izjav je bilo pred letom 2006? Ali veste, da obstaja rezolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 1559 iz leta 2004, ki pravi, da je treba vse milice v Libanonu razorožiti? Namen je bil razorožiti Hezbolah. Zakaj? Zaradi umora premierja Haririja. To ni imelo nobene zveze z Izraelom. Šlo je izključno za notranje razmere v Libanonu, a se ni zgodilo. Torej, vidimo omejen ameriški vpliv na Libanon. Van Gogh je boljši. No, oba sta še vedno eno in isto, žal. Ali vidiš neodvisno odločanje v Izraelu? A pa kakšen vpliv ima to, verjamejo? In kot smo videli v resnici, ko so Iranci zahtevali, da bo prekinitev ognja na iranski fronti povezana s prekinitvijo ognja z Libanonom, se je to zgodilo. Ampak hkrati smo še vedno v Libanonu. Torej, veste, realnost je zapletena. In mi še vedno izvajamo napade, ampak tudi oni še vedno napadajo. Tako da ne vem, kdo je s tem začel. Ampak bistvo je, kot sem rekla, da ne delamo dovolj. Želela sem videti več. Nočem, da sta obe premiri povezani. In razumem, zakaj sta povezani. Pravzaprav sem se tukaj motila. Mislila sem, da bo pritisk na Iran dovolj velik, da bodo, veste, opustili to zahtevo in se osredotočili na druge zahteve, vendar se je zgodilo ravno nasprotno. Preden prejdemo na zadnji del, samo hitro da ali ne. Kako verodostojna je grožnja Hezbolaha, da bo sprožil državljansko vojno v Libanonu, če bo libanonska vlada nadaljevala z razorožitvijo? Ali bodo to storili ali ne? Da. Mislim, da bodo, ker se po njihovem mnenju borijo za svoje življenja. V redu. Zelo razočarajoče, ampak to je realnost. To je hitri del oddaje. Pokazal vam bom 3 slike in mi na kratko povejte prvo stvar, ki vam pride na misel. Torej, to je nekdanji vodja Hezbolaha Hasan Nasrallah. Mrtev. Res je. Ja, prej so govorila o njem, o tem, kako vplivan je bil. Pojdimo naprej na naslednjo sliko. Izraelski obrambni minister Israel Katz. Rada bi mu dala kompliment, čeprav običajno ne dajem komplimentov izraelskim politikom.
In v zadnjih 2 mesecih je bilo veliko zmede glede tega, kakšna je misija izraelskih obrambnih sil, kaj pravzaprav tam počnemo. In bil je zelo jasen. Zelo jasno je povedal, kaj želimo narediti. Dejstvo, da želimo ustvariti varovalni pas, kje točno, kaj je ta rumena črta? Bilo je. In zelo sem vesela, da je to storil. Dejansko je deležen veliko kritik zaradi svojih izjav, da so provokativne, da so brez kakršne koli prave vsebine. Torej, spet. Moja pohvala se nanaša samo na zadnja 2 meseca glede Hezbolaha. Nisem prišla sem, da bi nasplošno delila pohvale. V redu, pošteno. Vzel bo, kar lahko dobi. In zadnja slika, to je libanonski predsednik Joseph Aoun. Lažnivec. Lažnivec. Ne zaupam mu. Pred to funkcijo, kdo je bil on? Bil je poveljnik vojske. To Hezbolaha ni razorožilo že 20 let. Zdaj njegov naslednik, Valdo Fajkal, pravi, da noče poslati svoje vojske, da bi razorožila Hezbolah, ker so mnogi izmed njih družinski člani Hezbolahovih operativcev. To so njegovi vojaki. Torej, ali obstaja kakršnokoli upanje, da bi libanonske oborožene sile s pomočjo ZDA in z novimi, veste, zmogljivostmi lahko opravile nalogo razorožitve? Če bo edino, kar bodo storili, to, da bodo dali denar libanonskim oboroženim silam, to ni dovolj. Ni dovolj. In to ne bo rešilo problema. Ampak, če bo Islamska republika Iran padla, bo imela Hezbolah po vsem svetu težave s svojimi finančnimi dejavnostmi. In Izrael bo lahko še naprej napadal tihotapske poti Hezbolaha in proizvodne obrate Hezbolaha. Morda, spet, zelo sem previdna. Ampak mislim, da bi morali poskusiti narediti nekaj celovitega, namesto da se osredotočamo na dajanje denarja libanonskim oboroženim silam in upamo, da bo to dovolj. To ne bo dovolj. Torej ni le vprašanje poti, ampak tudi volje, da to storimo. Ja, seveda, da to storimo. Tukaj bomo morali zaključiti, ampak najlepša hvala Sarit Zehavi za vaš čas. Pridružite se nam spet naslednji teden tukaj v oddaji On The Record. Današnjo epizodo in vse prejšnje oddaje najdete na YouTubeu in Spotifyju. Hvala, ker ste gledali.